Pozdravljeni, dr. Marica Horvat. Najprej bi me zanimalo nekaj besed o vas, kako dolgo že delujete kot ravnateljica in kakšne so vaše delovne izkušnje v drugih zavodih oziroma šolah. Lep pozdrav tudi vam, vzgoji in izobraževanju, torej tudi v šolstvu. Sem že 30 let, 18 let sem delala z vedenjsko, osebnostno in čustveno motenimi otroci in mladostniki. Izjemno lepa izkušnja in čudovito delo. Po 18 letih pa ravnateljujem 11 let na eni izmed največjih, če ne največjih po številu otrok v osnovni šoli v Pomurju, zdaj pa od septembra v domu Antone Skale, domu, ki je namenjen, ki je hkrati dom otrokom, ki imajo motnje v razvoju, tako vedenjske kot čustvene motnje, v duševnem razvoju, tudi gibalno motnje. Veliko teh otrok imajo kombinirane motnje, torej se duševni motnje pridruži še motnje govora, gibalna motnja ali pa so ti otroci kronično bolni. Izhajajo iz okolja, ki pogosto je socialno, na ekonomskem zelo nizko, torej so starši brez zaposlitev ali pa zaposlen samo en starš. Veliko teh otrok nima staršev, veliko teh otrok se seli iz rejništva v rejništvo. Kakšna pa je vizija doma Antona Skale? Želim si zelo strokovno, zelo učinkovito in hkrati zelo prijazno ustanovo, prijazno tako za našo dečico, naše otroke, naše mladostnike, kot tudi zaposlene. Hkrati želim, da je strokovna. Želim si, da vsak otrok v teku leta napreduje. Torej, naš tretman mora temeljiti na primanjkljaju in se usmeriti v potrebe otrok. Če nekdo od otrok ima težave na govoru, želim, da z vajami, z govornim delom na področju govora napreduje. Ravno tako, če je primanjkljaj na učnem področju, kjer gotovo imajo vsi naši otroci primanjkljaj, da tam napreduje. Želim, da naši srednješolci, torej vodijo skrajšani program, da čisto vsi napravijo, pridejo do poklica, da napravijo šolo, hkrati pa napreduje tako na področju komunikacije, na področju socializacije, da po tankosti in zelo strokovno izvedemo vse kompenzacijske, vse korektivne programe, hkrati pa da jim popestrimo življenje, kajti življenje pomeni tako delo kot zabavo, zato izvajamo številne interesne dejavnosti, otroci izdelujejo izdelke, se tudi zabavajo, hodijo na interesne dejavnosti tudi ven, tako hodijo na tekvando, veliko fantov, hodijo na plavanje, izvaja se hipoterapija s konjem, izvaja se terapija s kužkom, ki prihajajo vsake teden, prav tako izvajajo ustvarjalne delavnice, imamo frizerski krožek, imamo krožek izdelovanje iz gline, imamo številne krožke, kamor se otroci vključujejo in vsaki dan izdelujejo. In ker je v naši viziji tudi vključene vrednote, je na prvem mestu delo. Delo kot osnova uspešnosti, napredovanje in zato tudi naši otroci kdaj kaj postorijo, tako so skupaj s hišnikom pobrusili kakšno mizo, kakšno stol, jo na novo obarvali, ker se našli srednješolci hodijo tudi lesno šolo in tako se pripravljajo na strokoven izpit oziroma na njihovo prakso, da jim bo lažje. Prav tako pa deklice v kuharskem tečaju, ki ga imajo organizirano v domu, pečejo
različno pecivo in se tako pripravljajo na tisti strokovni del, ki imajo šolo. Na vse te načine jim pomagamo, da postanejo uspešni, ko so uspešni, so tudi bolj zadovoljni in le zadovoljen človek je potem tudi učinkovit v družbi. Kdor ima občutek, da je vreden, da je sposoben, ta lahko premika gore. Če tega občutka ni, če ga ni pri nas, si pravzaprav ne moremo biti uspešni. Zagotavljam jim tudi neki občutek varnosti, ki je zelo pomanjkljiv pri teh otrocih, iz razloga, ker izhajajo iz družin, kjer je pogosto prisoten samo en starš ali pa jih sploh ni, zato jim ta občutek varnosti ne zagotavljamo. Ko se čutijo pri nas varni, so tudi uspešnejši. Otroci so zelo, zelo radi pri nas, to vidimo tudi po tem, da v petek odhajajo v družine ali pa nadomestne družine, pač kar doma, da bi marsikdo želel ostati tukaj. Koliko otrok pa biva v vašem domu? V našem domu trenutno biva okrog 50 otrok. Je pa res, da imamo vsako leto manj otrok, kar je verjetno posledica zakonodaje. Veliko otrok, ki imajo zmerno motnjo v duševnem ali pa lažjo motnjo v duševnem razvoju in učne težave na posameznih področjih učenja ali pa specifične učne težave danes ostaja v osnovni šoli, se ga ne namesti v dom Antone Skale, tam ima tudi dodatno strokovno pomoč in to je prineslo zmanjšanje. Danes tudi ni v našem domu, tako kot je nekoč bilo, gibalno ovirani otrok in mladostnikov, ti zdaj ostajajo večina pri svojih staršev, se imajo starši možnost dobiti del dohodka, tako da so zaposleni, da pomagajo svojemu lastnemu otroku. S tem, da samo osebno menim, da je primanjkljaj, primanjkljaj v tem, da se takemu otroku doma težje pomaga iz preprostega razloga, ker starše, tako kot tudi marsikdo v osnovni šoli, ni usposobljen za delo s temi otroci. Tu gre za primanjkljaje in pravzaprav, če veliko o tem primanjkljaje veš, kako nadoknaditi, kako vzpostaviti nove poti, torej kompenzacijske poti, si lahko učinkovit. Če starš pravzaprav nič dosti ne ve o diskalkuliji, to je motnja na področju matematike, mu ne more pomagati. Samo specialni in rehabilitacijski pedagogi tem otrokom lahko pomagajo, ker so za to usposobljeni in pri nas so zaposleni specialni rehabilitacijski pedagogi. Otroci neozmerno uživajo tudi z drugim, so v družbo sebe enakih. Kakšnim otrokom je dom Antona Skale namenjen in na kakšen način se lahko vključijo v bivanje? Dom je namenjen vsem otrokom, ki imajo težave ali kakršnekoli motnje v razvoju. Ali imajo težave, motnjo v duševnem razvoju in tudi vse ostale motnje, s tem, da se k nam namesti z odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, torej z odločbo Zavoda za šolstvo. Pri nas je vsak dobrodošel, nudimo mu celodnevno oskrbo, torej 5 obrokov, nudimo mu pranje, torej celotno oskrbo, zdravo prehrano, nudimo strokovni tretman, ki, tako kot sem že rekla, mora biti usmerjen v primanjkljaj in nadomečen tega primanjkljaja na področjih, ki jih pač ima, in pa seveda v posameznika in njegove potrebe. Nudimo mu tudi svetovanje, imamo svetovalno službo in pa stalno prisotnost zdravstvene službe, torej izvajamo tudi ta terapevtski del,
Hkrati pa, tako kot sem že omenila, imamo tudi obogotitvene dejavnosti in projekte, kajti ta je nujen za skladen duševni in telesni razvoj teh otrok. Kako pa poteka delovni dan v domu Antona Skale in kako je za vikendi? Zbujajo se zjutraj, ko odhajajo v šolo. Naši otroci obiskujejo sosednjo šolo in pa srednje šole v Mariboru, predvsem skrajšani program. Po prihodu iz šole jih pričakajo naši vzgojitelji, to so specialni rehabilitacijski pedagogi, ki se z njimi pogovorijo o tem, kaj je bilo dobrega, kaj je slabega v šoli, da se jim otroci in mladostniki kaj potožijo, kaj pohvalijo. Nato obedujejo, se sprostijo, opravijo učno uro, vsak dan je učna ura, obvezna, kjer se dela intenzivno na področjih, kjer imajo primanjkljaje, na posameznih področjih učenja, torej vzgojitelji, specialni rehabilitacijski pedagogi se z njimi učijo, jim nudijo tako skupinsko kot individualno pomoč. Po tej učni uri pa se pravzaprav začne tisti sprostitveni del, ko otroci se vključijo v različne interesne dejavnosti, katere sem prej že naštevala, nekaj sem še pozabila in vedno prihajajo nove, vključujejo se zunanji sodelavci, gredo tudi na sprehode, gredo v gledališče, gredo na obisk starejšim, zelo negujemo to solidarnost do starejših, gredo tudi na kakšne velike projekte, kot je mednarodni projekt Mirno morje, kot je mednarodni projekt Igraj se z mamo. Čisto vsaka skupina pa gre na doživljajsko pedagogiko, kjer v celoti poskrbijo zase. Kajti eden izmed naših velikih ciljev je, da pomagamo otrokom, da postanejo čim bolj samostojni, da obvladajo vse tisto in tiste stvari, ki do jih življenju pomagajo. Vikendi, to je pravzaprav pomanjkljivost tega doma, vendar nam nekako ne odobrijo, da bi ti otroci lahko ostali tudi čez vikende. To si želijo, marsikdaj pa je tudi potrebno, kajti tako kot sem že omenila, ti otroci nimajo vsi domov, nimajo vsi staršev in si želijo, da ostanejo tukaj. Torej vsak vikend grejo domov. Mi osebno in povsem v svojem prostem času smo uredili tako, da v prostem času torej vzgojitelji, specialni rehabilitacijski pedagogi in zdravstveno osebo prihajajo v nedeljo in v svojem prostem času sprejmejo otroke že v nedeljo. Tukaj jim ponudijo tudi večerjo, namestitev, pogovor in pa pripravo na pouk za naslednji dan. Takšen je pač naš dogovor, ker sicer otroci, ki prihajajo daleč, prihajajo tudi iz Ljutomera, iz Murske Sobote, Slovenske Bistrice, z Goričkega, da pride nedeljo in ne rabijo zjutraj zgodaj stajati, marsikateri pa tudi nima še prevoza zjutraj in prihajajo torej že v nedeljo. Ampak to je v naši organizaciji. Zanima me še mogoče nekaj besed o projektu, ki ste ga prej omenili, in sicer tem mednarodnem projektu Igraj se z mano in kaj v prihodnjem letu v okviru tega pripravljate. Igraj se z mano je pravzaprav že več let, tudi naslednjem letu bo. Cilj tega pa je, da inkluzija teh otrok in mladostnikov, da se pravzaprav vključijo ta del naše populacije, ki je najbolj ranljiv, kajti so edini, ki se ne znajo potegniti za svoje pravice in včasih tudi pozabijo na odgovornost, da se ti otroci povsem enakovredno vključijo v družbo in da se jih sprejme takšne, kot so. Vsak otrok je edinstven, enkraten in svojo vrednost ne dobiš zaradi lepih ocen ali zaradi lepega izgleda oziroma zaradi lepe obleke, ampak vsak je vreden zato, ker je
in jo dobi to vrednost že v svojem rojstvu. Takrat se vključijo torej tako, narekovajo normalni otroci in ljudje, kot tudi naši, prihajajo ne samo iz Slovenije, lani jih je bilo iz 10 držav. Zakaj igraj se? Zato, ker je pravzaprav igra tista, ki nas najhitreje in najlepše združi. Torej, skupaj se igramo, skupaj predstavimo, kaj vemo, kaj znamo, in to je ena lepa izkušnja tako za otroke in mladostnike oziroma osebe s posebnimi potrebe, kot osebe, ki so povsem normalne. Običajno je to zelo lepo druženje, pripravljamo torej delavnice, kjer da se izražala ustvarjalnost, pripravljamo nastope, kjer da se izražala njihova sposobnost na področju kulture, umetnosti, petja, glasbe. Neverjetno presenečeni boste, če se boste pridružili, kaj vse sposobnosti ti otroci. Tudi otroci s posebnimi potrebami so izjemno sposobni na posameznih področjih in zelo, zelo ustvarjalni. Še sama sem presenečena, saj prej s to populacijo otrok in mladostnikov nisem delala, zato vas vabimo. Pripravljamo tudi koncert, zvečer pa koncert, kjer se bomo združili tudi zabavi, plesu, smehu, igranju. Naši otroci in mladostniki predlagajo činča, in če si to želijo, to ga tudi verjetno dobijo. Kaj pa menite o sodelovanju vaših otrok oziroma mladostnikov pri projektu Mladinski projektni laboratorij v organizaciji Subkulturnega azila Maribor, kjer bi se jih vključevalo v različne delavnice s kulturno vsebino? Izjemno lepa poteza Subkulturnega azila, kajti večkrat sem že naletela na to izkušnjo, da imajo določeni ljudje veliko besed, kako je potrebno te otroke vključevati, posebno jih sprejemati takšne, kot so, da je potrebno za njih poskrbeti, da je potrebno vsakemu dati možnost. Slovencev nas je izjemno malo in pomemben je vsak otrok, da pa, ko prihaja do realizacije, ko je potrebno kaj storiti, pa se pojavi kontradiktornost teh besed in tako je, kot je nekoč rekel že dr. Ante Trstenjak, če besede niso podkrepljene z dejanji, izgubijo ves pomen. Pri subkulturnem azilu temu ni tako, ne da bi jih prosili, so ponudili možnost tudi tem otrokom, tudi tem mladostnikom. Njim zelo veliko pomeni, da se nekdo za njih zanima, kajti še vedno so nekako na robu družbe, pogosto, čeprav se vsi trudimo, da temu ne bi bilo tako in da se veliko zadnjih 50 let storilo, da ne bi bili segregirani, da bi res bila integrirani in inkluzirani v družbo. Še vedno je to opazno in se lahko zahvalimo za to ponudbo. Dobrodošla za nas, dobrodošla za otroke in mladostnike in prepričana sem, da bomo se vsi na koncu nekaj naučili. Mladostniki od subkulturnega azila, tudi tisti, ki so pa v subkulturnem azilu zaposleni tudi v njih. Tudi meni se je tukaj odprla neka nova dimenzija, ki je prej nisem poznala, ta srčnost, ta dobrota, ta iskrenost in ta hvaležnost teh otrok, ki ne znajo biti neiskreni. Pri teh otrocih, ko vidiš, da so ovirani na vseh področjih, da marsikdo je oviran tudi v gibanju, v govoru, da pa so vedno dobre volje, da znajo dati oporo, da znajo stisniti človeka in se mu zahvaliti, pravzaprav ne moreš biti slabe volje in biti slab človek. Marsikdo ob njih postane boljši človek in marsikdo je verjetno hvaležen za vse, kar ima življenje ob njih, ker so tudi oni hvaležni za vsako malenkost, za vsako pozornost in za vsako še najmanjše darilce, tudi če to en bobonček, kar mogoče nekomu drugemu ne pomeni ničesar. Zato
se mi zdi, da so ti otroci, če spregledamo njih primanjkljaj, pravi sonček tega sveta in da lahko samo doprinašajo tej družbi in tudi ljudem. Glede na to, da je mladim dan danes že tako ali tako težko najti zaposlitev, predvidevam, da je vašim mladostnikom ta pot še malo težja. Zato bi vas prosila, če bi mogoče v par besedah nagovorili potencialne delodajalce, zakaj mogoče zaposliti nekoga izmed mladih s še manj priložnosti, kot jih mladi že tako sicer imamo. Jaz bi jih nagovorila s tem, da jim ne dajo priložnost. In do presenečenja, tako kot sem tudi sama bila, kako vztrajni znajo biti pri svojem delu ti otroci, ti mladostniki. Da mogoče v osnovni šoli, kjer sem prej ravnateljevala, prej videla naveličanost, manj vztrajnosti kot pri teh otrocih. Vendar jim je potrebno dati priložnost. In to priložnost rabijo. In jaz sem prepričana, da jih ne bodo razočarali. Najlepša hvala, dr. Marica Horvat. Tudi vam. V kateri skupini smo zdaj? Zdaj smo v 5. skupini mladostnic, ki obiskujejo prvi in drugi letnik živilske. Ja, pač obiskujem srednjo oblikovalno šolo Maribor, sicer smer frizerka, prvi letnik. Tako da. Kako dolgo pa si že v domu Antona Skale? Zdaj počasi bo 3 leta. Kako se počutiš? Vredno, super. Kaj pa ti je najbolj všeč tukaj? Ne vem, vse kaj delam. Kaj pa najrajši počneš? Sicer? Najrajši sem na računalniku. Ti pa si? Klavdija, obiskujem drugi letnik živilske šole. Tu sem drugo leto. Nek nižje poklicna, tu sem že 2 leti. V prostem času rada rišem, plešem, če se tudi pojem, odvisno. To je to. Kaj obiskuješ živilsko šolo Maribor? Tukaj sem prvo leto in se počutim ljubo. Jaz sem po Ursa Hogin na Ljubljansko Maribor, sem prvič skrivil šola, podobno mi je. Hvala. Vidim, da izdelujete izdelke, to je namenjeno... Na pol izdelek je namenjen za prodajo, bo pa dimnikarček nastal iz vsega tega. Vsako leto imate drugi motiv, ki ga izdelujete ali... Ja. Kako ste že v domu Antona Skale? Teten je. Pa jaz sem 7 let. Pa jaz 7 let. Joj. Robi, mislim, da je že več kot 10. Več je ti, Robi. Kako se pa počutite v domu Antona Skale? Super. Kaj pa počnete vse tukaj? Kako bivate? Kakšen je vaš vsakdanjik? Jutri se zbudimo ob 7. Se najemo, pa gremo ob 8 v šolo. Ob 2 pa pride učiteljica po nas. Katere šole pa hodite? Osnovna šola Gustava Širika. Pa tukaj se učite kuhati, prati, skrbite sami zase ali imate kakšno pomoč? Tebi, tete, kaj pimo. Včasih zmoremo, včasih pa imamo tudi pomoč. Kaj pa trenutno počnete, kaj imate tu na mizi? Imate namenjeno? To bomo prodajali,
to bomo prodali v Evroparku. To je namenjeno, vsem strankam je to namenjeno, ki bojo to kupili. In mi bomo, oni bojo to kupili, mi pa od njih bomo dobili denar, pa bomo šli na doživljalstvo ali pa na pico, in ki bomo na doživljalski plavali. Kaj pa najrajši počnete od vsega? Kaj imate najrajši v domu Antona Skale? Kaj najrajši počnete? Najrajši? So to mogoče kakšni skupni izleti, kakšna letovanja? Mogoče kuhanje? Izredovanje. Nekaj takega, ja. Si prej rekel, da se pripravljate na življenje. Kaj pa delate, da se pripravljate na življenje skupine? Da se učimo kuhati, likati pa brati. Ko bomo šli recimo v VDC Pavš, da se bomo sami znajdi se bomo, kako in kaj. Hvala. Zdaj smo na rojstnem dnevu, v kateri skupini? Prvi. Ampak z nami so druga. Kdo praznuje? Pridi Tina, pokaži, pardon. Pridi se pokazati. Ta se vsi. Zdaj najboljše, Tina. Pomahaj. To je Tinina mama, spekla vse, kar je. En del smo že pojedli, keksov. Ful se je pojedla. Smo že pojedli. Vojno, ja. Tak zagozetimo. Amen. Gospe vzgojiteljice, kakšne so pa vaše izkušnje z delom v domu Antona Skale? Koga mi dajte? Izkušnje? Ja. Pozitivne. Radi delamo, radi se imamo, pridni smo, veliko delamo, skratka naj. V kateri skupini smo zdaj? Četrti. Po čem se četrta skupina razlikuje od ostalih skupin v domu Antona Skale? Pa daj ti veš. Jaz hodim. Da je pri nas pa drugje ni. So v drugih skupinah fante srednje šolce? Ne. Peti so pa tako punce. Na katere srednje šole pa hodite? Živilska. Lesarska. Kako dolgo pa ste že v domu Antona Skale? Drugo leto. Jaz sem tretja čica. Jaz ti že peto. Peto? Ja. Nisem čutil? Ne. Tomaš ti? Jaz drugo. A pa četrta. Kako se tukaj počutite? Dobno. Kaj pa vam je najbolj všeč pri bivanju v domu? Prosti čas. Nogomet. Računalnik. Hvala. Close.
zakaj se gre? Na današnjem sejmu vam je Miklavž pripravil božični sejem, Miklavža sejem in zdaj dobite vsak 5 dobrosrčkov. Vsaka stvar, ki jo tukaj vidite, stane en dobrosrček. Pametno izbirajte, da boste kaj pametnega kupili. Ja? Domošček. Idem. Denis. Moton. Denis. V okviru romske skupnosti Avto na skale smo nekako razmišljali o tem, kaj bi pripravili za Miklavža in potem je padla ideja o Miklavževem sejmu in sicer na način, da smo zbrali stvari od prijateljev, znancev, svojcev in pa tudi sami. Pomagali so nam dijaki iz druge gimnazije, iz tega mednarodnega razreda, potem pomagali so nam zaposleni iz Sončnega doma, zdaj pa vsi zaposleni, pa tudi otroci so kaj prinesli in danes se bo kupovalo z valuto, ki se imenuje dobrosrček. Vsaka stvar danes na sejmu stane en dobrosrček. Kako se ti zdi ta sejem? V redu. Je všeč? Ja. Matej? Kako se pa vama dopade sejem? Odlično. Sta tudi vidva kaj prispevala zraven? Ja. Kaj pa? Nekaj malenkosti, kakaj CD-je, pa nekaj figure. Kaj pa misliš kupiti s svojimi dobrosrčki? Ne vem, če bo kaj zanimivo. Kaj pa bi rad imel? Kaki polove, kaj? Pa si tudi sam kaj prispeval k sejmu? Ja. Kaj pa? Mogla sem bi zagovoriti. Miklavž je danes tukaj obiskoval, pa še 2 parkla in tukaj smo dobili tukaj še 5 srčkov, smo še tukaj dobili in za te 5 srčkov bom kupil za svoje člane družine.